Niedermayer, and now for 2 minutes we hear from Frank Bogovič. Hvala za besedo. Tudi sam pozdravljam obe pomembni poročili, kakor tudi poročili komisije, ki govorita o urejanju in zasnovi energetskega trga ter tudi seveda o ogrevanju in ohlajenju v Evropi in strategiji na tem področju. Sprejemamo dokumenta v času, ko na eni strani govorimo o energetski uniji, na drugi strani pa smo tudi se zavezali k okoljskim ciljem lansko leto v Parizu in prav ti dve poročili gresta v pravo smer. Gresta v smer, kjer se na eni strani spodbuja učinkovita raba energije in učinkovita raba energije je alfa in omega vsega, o čemer moramo govoriti v sami energetiki. Veliko stvari lahko uredimo z našimi regulativami, veliko lahko uredijo države same, veliko teh stvari pa se lahko ureja tudi na lokalnem nivoju. Tudi sam imam, kakor mnogi med vami, izkušnje z lokalnega delovanja. Bil sem župan občine, ki je bila v Sloveniji kot prva proglašena za energetsko najbolj učinkovito občino, in z lastne izkušnje lahko povem, kako veliko stvari lahko uredimo na lokalnem nivoju. Prav tako je pri obnovljivih virih energije potrebno spregovoriti tudi o vodnem potencialu. Zopet v Sloveniji, v državi, od koder izhajam, smo s prizadevanji v regionalnem okolju umestili 5 hidroelektrarn, ki proizvedejo sedaj 7% električne energije v Sloveniji. Zelena energija, delovna mesta in tudi hkrati zaščita proti poplavam. Tako da v teh poročilih je, kot v Sloveniji rečemo, veliko soli, zato je prav, da se jih resno obravnava, sprejme tako na evropskem nivoju, kakor tudi po principu subsidiarnosti prevzemajo svoj del odgovornosti države, kakor tudi lokalne skupnosti. In samo skupaj nam bo na tem področju uspelo. Vielen Dank und vielen Dank auch für das präzise Einhalten der Redezeit. Wir kommen damit zum Catch the Eye Verfahren. Für 1 Minute hat als erster Redner das Wort Nicola Caputo. Grazie Presidente. Lo scenario internazionale evidenzia